radiani so ena merska enota za kote, kot stopinje in se precej rabijo pri matematiki in fiziki. Torej, mi imamo nek kot alfa. Lahko narišemo nek lok. Tukaj imamo en polmer in tukaj imamo dolžino loka. Sedaj, kot alfa v radianih je definiran kot razmerje med lokom in polmerom. Opazimo to, če mi bi zbrali dvojni polmer, bi bil dvojni tudi lok in torej razmerje bi bilo zmeraj isto. To ni odvisno od izbire polmera. In torej, lok vlamlja polmer, lok in polmer merimo oba v metrih, ali če hočete v centimetrih, milimetrih, ampak tisti dve enoti se krajšata. In torej, rečemo, da kot v radianih je adimenzionalen, nima merske enote, je število brez merske enote. Vsekakor včasih se napiše vrednost in zraven rad, ampak samo zato, da poudarimo, da kot je v tistem momentu ga merimo v radianih. Sedaj, poskušamo razumeti, kako pretvarjate med stopinjami in radiani. Torej, pomislimo, čemu je enako 360 stopinj. Za 360 stopinj naš lok je cel obseg kroga, dolžina krožnice in obseg kroga z polmerom r je 2x r krat pi. Če to delimo z r, tukaj r se poenostavi in dobimo 2pi. Torej, 360 stopinj odgovarja 2pi radianov. Sedaj, zato, da bomo mi pretvarjali, jaz svetujem, da si zapomnimo enostavno tole. Da 180 stopinj je pi radianov. Če vidite, 180 je polovica 360 in pi je polovica od 2pi. Si zapomnimo to in lahko izračunamo vse. Naprimer, 90 stopinj je polovica od 180, torej je pi polovic radianov. 45 stopinj je polovica od 90. Torej, polovica od pi polovic, ena polovica od ena polovica kot ena polovica, ena četrtina, pi četrtin. Ali 30 stopinj, razmislimo tako, kolikokrat stoji 30 stopinj v 180, ali drugače, kolikokrat gre 3 v 18, gre 6krat, torej to je pi šestin. Ali recimo 60 stopinj, kolikokrat gre 60 stopinj v 180, ali kolikokrat gre 6 v 18, 3krat, torej to je pi tretjin. Torej potem lahko mi izračunamo tudi druge kote, naprimer s seštevanjem in odštevanjem teh. Torej recimo, vidimo 120 stopinj. 120 stopinj bi ga lahko mislili kot 2x60, torej 2pi tretjin. Ali meni je bolj všeč napisati tako, 2/3 pi. Če pa imamo 150 stopinj, recimo, to je lahko 180 stopinj minus 30, ali pa 90 plus 60, lahko imamo več možnosti. 180 stopinj je pi. 30 stopinj smo videli je pi šestin, izpostavim pi, 1 minus 1 šestina, 1 je 6 šestin, minus 1 šestina je 5 šestin pi. Vidimo še kak drug kot. Recimo 270 stopinj. Če nimate tega pred sabo, 270 stopinj je to. Torej, 270 stopinj je 180 stopinj plus 90 stopinj. In torej tukaj je pi plus pi polovic, izpostavimo pi, 1 plus 1 polovica, tukaj 2 polovici plus 1 polovica je 3 polovice pi. In tako lahko seštevate, odštevate določene kote in delate na isti način. Prosim, všečkajte in vpišite se. Hvala.